Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes sem rekla neko naključno sporočilo iz knjige, ko imajo moški hormoni žur, naslov bi mogel biti, ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu. Ko bo ponatis, sigurno dodam to v ženskem telesu, ker seveda opisujem tukaj noter, kaj se zgodi, ko smo mi ženske v moški energiji. In ko smo mi ženske v moški energiji, pa veste, kako izgledamo, a ne? Možače, tako, se zmorem in tako naprej. No, in ta moška energija v ženski oziroma takrat, ko se v nas vzbudi napačna energija. Zadnjič sem bila, snemala sem podcast z gospodom Alešom, Ajko Metoda, in v glavnem tisto, kar mi je bilo tako neverjetno, jaz zmeram razlagam o tem. Ko je ženska v moški energiji, porine moškega v žensko energijo, ne, avtomatično. Ampak on pravi, ne, ni tako. Je rekel, ko je ženska v moški energiji, moški gre v energijo otroka. In gre na tisto stopnjo, kjer je obtičal, kjer je bil najbolj ranjen, kjer je pač... In pa pomislite, dame, se vam je že kdaj zgodilo z vašim partnerjem, da razmišljaš, pa se obnaša, kot da imam še enega pubertetnika. Namesto, da bi imela partnerja, je tako, kot da bi imela otroka. Kako iz tega ven, ne? Ker v glavnem, lahko nekoga prisiliš, da odraste, da prevzame odgovornost, da se drugače obnaša. V glavnem, v kar sem jaz prepričana, je sigurno to, da vsak od nas nekaj pač šola, vsak od nas uči neko stvar, in ko se dovolj umirimo in mogoče gremo iz vloge žrtve, takrat lahko nekako pridemo do tega, da jasno pogledamo, kaj se učimo. In večji del teh težavnih odnosov nas vedno uči ljubezni do sebe. Ohranjaj svojo mirno energijo. No, in kje se mi je odprla ta knjiga? Odprla se mi je v odnosu s strupenim moškim. Se pravi, nekdo, ki je tako močno ranjen, tako močno prizadet, da enostavno ne more dajati nič ljubezni, ker je nima, lahko pa samo šprica strup na vse konce. Ja, seveda, zdaj se je v zadnjih letih uveljavil ta izraz narcisoidna osebnostna motnja, in v glavnem narcisoidna osebnostna motnja je dejansko diagnosticirana osebnostna motnja. Ampak dejstvo je, da po večini ljudje, ki imajo to težavo, nikdar ne bojo rekli, da imajo težavo, ampak znajo pa vse povedati, kakšne težave imaš ti, kakšen si ti, kakšni so drugi in tako naprej. Se pravi, pri drugih najdejo vedno neko napako, pri drugih najdejo 1001 zadevo, oni ne. In no, v glavnem, glejte, tukaj med te ljudi značilnosti so občutek več vrednosti, poudarjena skrb za lastno podobo, nezmožnost sprejemanja kritike, pretiravanje, laganje, prestopanje meja, v glavnem tudi na drugi strani je pa človek, ki pa ne zna postavljati meje, ne? Ki v bistvu niti ne zazna, da je nekdo prestopil meje, zaradi tega, ker je pač že od malega navajen na neko zlorabo. In v bistvu pol vedno pristane v neki žrtvi. In če si predstavljate, ne, na eni strani nekdo, ki pritiska, na drugi strani se pa najde nekdo, ki pa ima ta vzorec potrebo potem, da se počuti kot žrtev. In ta žrtev se potaplja in pogosto zazna, da je v težavah, šele takrat, ko ne more več dihati. Ne vem, nekje sem prebrala, sicer ne vem, tudi prebrala sem, da ta poskus ne velja, ampak sindrom kuhane žabe, to ste verjetno slišala, ne? Sindrom kuhane žabe pomeni, da če žabo daš v vodo, in zdaj glede na to, da je voda za žabo je naravno stanje, in žaba v vodi se dobro počuti. In če to vodo začnejo segrevati, pač žaba ne zazna, da se ta voda segreva, in se v bistvu živa skuha. No, zdaj je ta poskus velja, ne, jaz pa žab ne bom lovila, ampak v vsakem primeru pogosto imajo ljudje, ali pa tudi jaz sama sem nekoč imela te težave, da nisem zaznala, kje je meja, da je nekdo prekoračil mejo.
Zato sem se naučila nekaj stvari. A veste, kaj sem se naučila? Ko pride ne vem kakšen super projekt, nikdar na prvo žogo ne rečem ja, ampak rečem super, ta trenutek ja, ampak moram premisliti. Bom prespala in sporočim jutri zjutraj. Zdaj pa zakaj to delam? Zato, ker zjutraj pa točno vem, točno zaznam, a je to zame ali ni to zame. Zjutraj sem v najbolj mirni energiji, zjutraj delam tudi meditacijo, delam tibetanske vaje, pa si prižgem svečko, pa se zahvalim vsem svetlim silam za nov dan. In ja, takrat sem najbolj v stiku sama s sabo. In zato pač naučila sem se na prvo žogo, pač ne skočim, moram premisliti, ne? No, potem značilnost teh ljudi, ki imajo to narcisoidno osebnostno motnjo, je zavist. Zavist do drugih ljudi, ki imajo več, ki izgledajo boljš, ki imajo, največkrat je povezano direktno ta zavist z materialnim položajem, se pravi do vseh, ki imajo več. Ženske, ki so povezane z zavistjo, do vseh, ki po njihovem mnenju izgledajo boljše. Po drugi strani prepričanje, da jim drugi zavidajo oziroma da so drugi taki in taki, in manipuliranje z ljudmi. V glavnem. In zdaj, kaj narediti v takem primeru, če ste v odnosu s tako strupenim moškim ali pa lahko tudi v službi. Nekoč sem bila na enem seminarju, Željko, nimam pojma, v glavnem iz Ljubljane, in zdravnik je razlagal, pač je imel seminar, kako komunicirati s težavnimi strankami. No in jaz to poslušam in med odmorom stopim do njega in rečem, pač jaz nimam težave z mojimi strankami, ampak imam v okviru podjetja te težave. In mi dal 3 preproste nasvete. Je rekel, 3 možnosti imaš. Je rekel, ena je, da pač prijaviš šikaniranje, ker to je kaznivo dejanje in pač greš k zdravniku, pridobiš potrdila in enostavno ukrepaš. Rekel, tukaj bo prišlo do veliko trenja. Druga možnost je, da pustiš pač službo in si najdeš neko okolje, kjer boš bolj zadovoljna. In tretja možnost je, da urediš pač svoj posel na ta način, da nimaš več s temi ljudmi opravka. No, in točno to sem naredila. Dejansko se je vse zložilo takrat skupaj, to je bilo v istem obdobju, ko sem doma ostala s 3 majhnimi otroki, a nobena še ni hodila v vrtec, oziroma ta starejša je hodila v 1. razred, tako pač zelo naporno obdobje. In takrat, a veste, kaj je bilo? Spravila sem se na internet, naučila sem se spletnega marketinga, naučila sem se to, kako se komunicira preko interneta, naučila sem se delati spletne strani, v glavnem naučila sem se novih veščin. Da vam povem, jaz sem toliko zadovoljna, da sem takrat šla iz cone udobja. In ne nazadnje, tudi to, da sem začela snemati preko YouTuba, absolutno cona udobja, pač iz cone udobja. A ne zaradi tega, ker ljudje smo navajeni, je bolj varen se malo skrit, ne se izpostavljati, ne se pokazati, ker potem lahko nekdo kaže s prstom na tebe. No, in potem imam tukaj naprej opisano zgodbo, kako sem nekoč sodelovala s šarmantnim Janezom. Zdaj v tej knjigi, ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu, je vse zgodbe oziroma vsi moški so Matjaži, vse ženske so Alenčice, če pa ne najdem, pač se prevečkrat ponavlja ta kralj Matjaž, potem sta pa Janez pa Micka. Preprosto. Samo zaradi tega, da ne more nekdo reči, to si pa pisala točno v tem človeku. No, v glavnem. Nekoč sem imela en seminar in sem poslovno sodelovala z enim šarmantnim Janezom in ta šarmantni Janez se ni držal dogovora. In ker se ni držal dogovora, pač domenjena sva bila, da bo on naredil predavanje mojim strankam. Zdaj tisti, ne vem, če poznate, kako to izgleda. Obstaja prva ena knjiga Strokovnjak s poslovnim kovčkom. Se pravi, kot tretja oseba govori o tvojem delu. Se pravi, če jaz govorim pač v svojih knjigah, seveda z veseljem govorim, zato ker vem, da so dobre stvari noter. Ampak če pa nekdo drug govori, kaj je dobrega v mojih knjigah, je pa to vseeno drugače.
No, v glavnem, kakorkoli, ta Janez ni govoril o mojih projektih, ampak je govoril o svojih projektih. No, in ko sem rekla, da pač posnetka mu ne dam, ampak ga mu lahko prodam, je pač znorel, ampak tako znorel, da je bilo tako zanimivo. Vse sem bila, samo človek ne. In v glavnem, jaz lepo mirno kri hranim in na koncu, ko pove vse, kar je imel zapovedati, rečem, zanimivo, veš, vse to, kar si mi povedal, ne pove nič kaj o meni, ampak veliko o tebi. Ker bi vi slišali, kako je šele potem znorel. No, v glavnem, gre se za to, da se zavedamo, da vsak težaven odnos nas uči, ohranjaj mirno kri. Ne se kregati z ljudmi, ne se pač, kar je brez veze, mojo energijo trošiti za nekoga, ki ima slab dan. Pač, ohranjaš mirno kri. No in potem naprej imam tukaj napisan, kako veste, da imate opravka s strupenim moškim, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo. Na začetku imate občutek, da je to najboljša oseba na tem planetu. Pač. In zanimivo je, da te ljudje ponavadi želijo izvedeti neke podrobnosti o tebi. Mogoče mu tako močno zaupate, da mu date svoj dnevnik za prebrati, mogoče pač in slej ko prej bo te informacije začel obračati proti vam. Tako da hitro se verjetno naučite v takem odnosu, zadrži kakšno stvar tudi za sebe. Res pa je, ne? Eni pravijo, ja, veš, jaz sem še zmerom naivna nežika. Pač, ja, seveda se učimo skozi to, ker rečemo, vsi so taki, kot sem jaz, ne? Vsi so pošteni, tako kot jaz. Večina ljudi je neverjetno dobrih, neverjetno poštenih, srčnih, ampak tisti, ki imajo pa veliko rano iz otroštva in v kar jaz verjamem tudi iz preteklih življenj, tisti ljudje pa pač na nek način želijo skriti svojo bolečino in na nek način želijo pokazati na tvojo bolečino oziroma pritisniti na tvojo rano, da imajo nekako zadoščenje. Sama ta človek tudi težave. V glavnem, ko se pošteno zapletete v odnos s takim človekom, lahko postane bolestno ljubosumen in lasti si vas, obtožuje, zmerja, lahko vas tudi fizično zasleduje in preverja. V glavnem, in takrat se pa začne zanimiva pot, ne? V glavnem, to, kar se sigurno lahko naučite iz tega, da če je nekdo bolestno ljubosumen, to je korenska čakra, ne? In prav nekdo, ki ima težave z to narcisoidno osebnostno motnjo, ki ima težave s korensko čakro. Korenska čakra je povezana s tem, kdo jaz sem. Se pravi, če jaz vem, kdo jaz sem, imam zdravo samopodobo. To so temelji, to je družinsko deblo, to je povezano mogoče s kakšno sramoto družinskega debla, ki treba kakšno stvar dati pod preprogo, pa da čez še eno preprogo, da še lepš zgleda. V glavnem, verjetno, to je moje osebno laično opažanje, ampak največkrat je povezano z nekimi stvarmi, ki morajo biti močno skrite. Lahko je povezano tudi s spolno zlorabo, lahko je povezano z nekim alvaranjem, ker največkrat sram je povezan s spolnostjo. Lahko s kakšnimi fetiši, ki so mogoče malo mejni ali pa močno mejni. Tako da v glavnem največkrat je povezan s tem, da nekaj mora biti močno skrito. Lahko, ne vem, z alkoholizmom, lahko z neko družinsko sramoto, v kateri mnogi vejo, ampak nihče o tem ne govori, ne? V glavnem, ko ste močno zapleteni v tak odnos, se težko tudi pogovorite s takim človekom, ne? In ena stvar, človek, ki je strupen, vi mogoče imate misijo, da boste spremenili svet, da boste pozdravili vse nemočne ljudi, da boste rešili vse tiste, ki so ranjeni. Ampak strupeni človek se ne spremeni. Lahko igra tudi leta, ampak se ne spremeni. Strupeni moški vas v vsakem primeru uči
In zdaj mogoče, če imate strupeno žensko v svojem življenju, ravno tako, vsak strupen odnos nas nekaj uči. Ne? In zdaj, če vi veste, da ste tisti, ki kažete na druge, ki ste najbolj pametni, ki ste, se moj kanal ne gledajo taki ljudje, se ni zabat. Tako da, v glavnem, tisti, ki imate s takimi ljudmi opravka, se učite svoje vrednosti, se učite jasno postaviti meje, se držite. Ker te ljudje ne zaznajo, kdaj so prekoračili meje in mogoče tudi v preteklosti ste jim vi dali, pač niste odreagirali takrat, ko bi bilo potrebno postaviti neke meje. Pač jaz to govorim tudi iz svojih izkušenj, ker enostavno vem, da nisem postavljala meje, ker nisem bila niti podrazno zrela, niti podrazno nisem imela zgrajene korenske čakre. In ko nimaš zgrajene korenske čakre, enostavno vedno počepneš. In zdaj poglejte, strah me je izgube svojih dragih, to je korenska čakra. Strah me je izguba varnosti, moram služiti očetu, tastu, možu, šefu, lahko je tudi mama v moški energiji, se pravi mami. V duši nosim žalost, ker sem v več življenjih izgubila svoje najdražje. In zdaj zadej je neka globoka žalost. Korenska čakra je pa povezana tudi z alkoholizmom, z zasvojenostmi, z vseh vrst zasvojenost. Se pravi, je lahko tukaj cigarete, lahko so kakršnekoli droge, vedno je korenska čakra povezana s tem, da se ne znaš postaviti v svojo moč, ampak tako moč skozi tisto, da deluješ, veš za vse, kaj bi bilo potrebno, ne premakneš se, ker korenska čakra pomeni premik. In takrat, ko imamo ranjeno korensko čakro, pač obtičimo. Zdaj pa kaj narediti? Seveda, vzemite v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur in začnite čistiti podzavestne programe, zato ker poglejte, jaz sem izmeček, spet je povezan s tem, kdo jaz sem, kako gledam na sebe. Življenje je tlaka, splošna prepričanja glede življenja, denarja, ljudi, družine. To je vse povezano s korensko čakro. Moram trpeti. Potem pa cerkvene zadeve, ki so povezane s tem, kako smo bili vzgojeni, recimo, kar je povezano s tem, nisem vredna, pa se trkaš po prsih. To je vse povezano s korensko čakro. In lahko preverite z mišičnim testom, če imate mogoče, ne vem, nisem vredna uspeha, nisem vredna denarja, nisem vredna svobode, moram biti suženj, moram biti žrtev. To so vsi programi, ki jih boste enostavno šli počistiti z zdravilno molitvijo dekodiranja. Potem pa kaj vam predlagam? Vzamete drugo polovico knjige, ko imajo moški hormoni žur, in greste program po programu in ga počiste. Enega za drugim. Potem strah me je sodbe ljudi, bojim se mame, očeta. Strah me je agresije ljudi, avtoritet in tako naprej. V glavnem in potem vzamete še, ko imajo čakre žur, in še tukaj noter začnete od začetka. Telo je zemljevid naših čustev. Enostavno greste pogledat, se pravi, preveriš z mišičnim testom, recimo, če se vam pojavljajo mozoljčki po desni in levi strani obraza, pod ustnico, telo sporoča, da imate težave s črevesjem, torej s prebavo. Prebava ravno tako je povezana s temelji, z izločanjem, tisto, kar ne sodi več v naše življenje. Zaslužim si kazen, jaz sem slab človek, menim, da si določena oseba v mojem življenju zasluži kazen. Sovražim dušo določene osebe ali pa nekomu zamerim do smrti. In pogledajte, te zadeve so tako neverjetne, ker programi se zakodirajo na naše energijsko telo in potem, ko se zakodira na energijsko telo, naše čakre zablokirajo, potem imamo težave z našim počutjem, bolijo nas noge, imamo otekle noge, počutimo se sesuti in zjutraj ne moramo s postelje ostati. Zdaj pa, pojmo na nekaj sporočil, bom danes začela čarobna vilinska sporočila. No, stvarnik.
in vile in angeli. Za tole dušico, ki tole posluša, kaj je ta trenutek zanjo pomembno, da sliši, da zavesti, kaj je zanjo sporočilo. Odidite. Veste to? Zapustite nezdrave okoliščine in uživajte v novih priložnostih, ki se vam odpirajo. Pač jaz karte berem, da se razumemo. Naslednje je, izpolnitev vaše želje je blizu. Zaupajte karti, kajti prav vse deluje v vašo korist in vse bo v redu, ne skrbite, vse se bo čudovito izšlo. Te 3 karte so prišle, poglejte, te 3 karte so prišle. To je to. In zdaj, če gledate, no, dajmo pogledati, odidite. Odidite, kaj govorijo angeli in vile. Ja, vem, strah. Ja, kako bom pa sama? Ja, ne vem. Vem, kako je težko, ampak bo že, a ne? Saj nisi edina. Popolnoma varno je, da naredite spremembo, ki si jo želite. Že nekaj časa ste o tem razmišljali, a odlašali ste zaradi strahu pred neznano prihodnostjo in tem, kako jo bojo ljudje sprejeli. Ta karta vam jasno sporoča, da je resnično čas za odhod, tako boste srečnejši in bolj zdravi. Prosite vile, naj vam zgladijo pot ob prehodu in vam nudijo novo podporo za naprej. Prej, ko boste naredili to spremembo, prej boste izkusili vse podporo, ki jo prihodnost hrani za vas. Naprej, naslednji korak je treba narediti. A gremo na naslednje sporočilo. Prehod v novo dobo. No, da vidimo, kaj pa tukaj pravijo angeli. V glavnem, da vidimo 88 kart, prehod v novo dobo, da vidimo za tebe, ki tole poslušaš, za tiste, ki vam zavibrira ta odidite, vem, mogoče se vam je sprostila zdajle nek strah, kako bom sama. To je korenska čakra, veš? To je korenska čakra, ki je povezana s tem, da pač pej počistiti najprej strah. Nova energija, čistost, bodi hvaležna za življenje. Tole je prišlo. Bodi hvaležna za življenje. Ok, so izkušnje, ki si jih dobila. Mogoče si dobila neko znanje, mogoče družino, mogoče ne vem, otroke, mogoče neko modrost. Bodi hvaležna. Imaš vse to, kar potrebuješ. Nova energija. Čas je za novo energijo. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred teboj je novo obdobje in očiščuješ se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. To je karta Soče, čistost. Se pravi, je čas zate. Dajmo tole čistost zdaj prebrati, 28 karta, da vidimo. Vsak delček tvojega telesa je čist. Tvoje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hrani, oblači, skrbi za njega in se ga dotikaj. Vsa hrana, ki packa tvoje telo, in vsi odnosi, ki packajo tvojo dušo, se to naj odide. Posegaj po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Niti treba prosjačiti za ljubezen, ker ti si ljubezen. Pač, ja, očitno je čas za neke premike. Vse, ko se boš ti odločila, da boš naredila neke premike, angeli, vesolje samo čaka na tvoj ja. Pač, tako grejo zadeve. Glejte, ko sem jaz iskala pisarno, ker sem takrat že vedela, da potrebujem selitev, ko sem jo iskala, ampak še nisem zmogla reči, želim naprej, nisem nebesom še sporočila, želim naprej. Ko sem rekla, želim naprej, v enem tednu, jaz sem prej hodila od podjetja do podjetja in sem spraševala, če ima kdo kakšno pisarno, ne vem, 15-16 kvadratnih metrov, nihče, ampak nihče je ni bilo. Vam povem, ko sem se odločila, se naenkrat srečam v trgovino od ene moje hčerke, hčerine prijateljice, mamico, in ji rečem, da iščem pisarno. In veste, kaj mi je rekla?
pa kaj ne rečeš? Sosedna pisarna pri meni je Frej. Pač vesela bom, če boš moja soseda. No, to je to. Glede, takole sem dobila pisarno, ko sem zmogla reči, grem naprej. No, zdaj pa naslednja je prišla sodelovanje, zavest, ustvarjalnost in oklepanje preteklosti, iz hipa v hip in običajnost. Se pravi, eno stvar, kar te zadržuje, je sigurno tole. To je oklepanje preteklosti oziroma lahko, da preveč premišljuješ, kaj se ti slabega zgodilo. Se pravi, premišljuješ o slabih dogodkih v tvojem življenju, premišljuješ vso to bolečino, podoživljaš bolečino. Zdaj pa začni z druge strani. Začni razmišljati, kje boš dobila novo energijo in to je v naravi. Naslednja zadeva. Začni razmišljati o novih projektih, o novih zadevah, predstavljaj se sebe že tam, kamor greš. Tvoja zavest se širi na višjo raven, tvoja zavest je neverjetna in boš videla, tvoje življenje bojo naenkrat prišli ljudje, s katerimi boš sodelovala, dobila boš nove ideje, dobila boš nova sporočila, dobila boš novo moč, enostavno se bo na vseh koncih vse uredil in boš videla, božansko si podprta. Gremo še na eno tole. Tele bom dala stranki, so že prišle, da vidimo. Kaj ti vile ta trenutek sporočajo? Ker zdaj je pomlada, ne? In zdaj te vile plešejo, ustvarjajo dobesedno nov zagon, nov cikel. Da vidimo, kaj ti sporočajo. Odgovor, ki ga iščeš, boš dobila na počitnicah, med podaljšanim vikendom ali med kratkim umikom. In to je sedaj zate najboljši čas za premik naprej. Tako, pač mogoče se moraš umiriti, mogoče je čas, da malo premisliš, kje si, mogoče si vzem nekaj časa za sebe, pa boš pa videla. Tisto, kamor te duša pelje, tja boš sigurno prišla, ne držati zavore, dovolj, da te peljejo, pač da te pelje tvoja duša naprej, pa boš pa videla, kaj se bo zgodilo. Pač zaupaj, stvarstvo ima načrt za tebe in če si se najdla v tem opisu teh težavnih ljudi, težavni ljudje se ne spremenijo. Lahko te samo izžamejo, to je tako, kot vampir, ki ti izsrka vso življenjsko energijo. A te ni škoda za to, ker življenje je tako lepo, polno energije. A ni škoda, da svoje življenje pustiš na oltarju česa? Žrtveno jagnje. Preveri mogoče, če imaš program, moram biti žrtveno jagnje. No, in če imaš ta program, ja, najbolj, da si takole narediš, da boš sigurno mučenica. Tako da ja, živaj, se dobro ti želim in ko bom čutila nov navdih, posnamem nov video. Lepo se imej.